V naš studio pa je danes vstopil primorski, lahko rečemo goriški, gangster, raper, Small Talk, ki v svoji glasbi, predvsem z veliko ironije, izpostavlja vsakdanje tegobe. Najprej, da začneva, Small Talk. Kar nekaj časa sem rabil, da sem si zapomnil, kako se to zdaj obvladam. Prej pa nisem si zapomnil, kako se to zapiše. Small z dvema ajema, talk z dvema kejema. Je, prav po gangstersko. Po gangster rapersko. Zakaj Small Talk in kako? To je zdaj stara štorija. Je tako, kadar sem začel razmišljati o karieri, da bi jaz bil gangster raper, ker to je deficitarno v Vipavski dolini, jih najlih dosti in to. Sem rekel, ok, to je, ko bi se reklo, tržna niša. Tole je cel kup soldov, ki samo čakajo, da jih pograbiš. Malo sem se zmotil, bom pustimo to in pole je bilo treba si izbrati mir. Ja. Sem malo pogledal, kaj dela konkurenca in so bili taki reperi z bogatimi imeni in tako naprej. En je bil, na vrh je bil Rhyme God. Ja. Rhyme God and Small Talk. Tako, ampak Rhyme God je bil z 2G, se pravi, ne more biti Small Talk napisano tako, ko se napišemo, je treba napisati tako, ko je gangsta. In potem, kako se je začela ta tvoja zgodba? Kako si začel repati? Kaj te je spravilo to? Mislim, da si začel 2009, enkrat tam. Prvo je bil, so bili viralni videoti, smo stukli srno in take reči, so umrle čebele in to. In prišli dvakrat jazkat. Ja, zato ker ni šla noter pole so rekli, ko je bil Miha Šalehar in Hačič, mož sta imela oddajo, se klicala Tranzistor in so rekli, dej, bi ti delal TV, tiste inserte kratke za sem rekel, zakaj pa ne. In sem delal TV inserte, na kar pole so bili še eni drugi videoti, tako malo zazraven. Ampak zmeren sem imel eno muziko, ki je bila, kako se reče, Creative Commons Zero. Se pravi, tu brez tistih zaplačati in to. In so pole rekli moji prijatelji, da kaj je zdaj to, da mi imamo band, ti imaš tekste, dajmo mi to v kop. In smo pole naredili prvi komad, drugi komad, tretji komad in tako naprej. Pol 2011 si naredil tisti komad, ki so prej omenila za predsednika. Se je kaj razvilo pol iz tega? Ja, bil je popevka tedna na Valu 202, tako da je. In iz predsednika od Small Talka je ratelo kaj? Ja, nič ne ratelo. Samo bolj star in še zmeri enako tepen. In če bi bil predsednik? Kaj bi Small Talk najprej naredil? Kjer je zakon bil vedel? Sej predsednik tu nima nobene funkcije. Ti greš na komemoracijo, rečeš, ko je bilo grozno, prav vsi so umrli, dajmo biti prijatelji in pole tako. In pole zdaj, če si Borut Pahor, se moraš obleči še v kombinezon in take reči, če nisi, pole si lahko v obleki. In ti bi se oblekel tako, bi imel isto opravo, očala, evro, okrog vrata, kapco. Jaz bi se pokvaril, tako kot bi ratov taki, imel bi očala, gor lepo pokrivalo, pole kravato in tako tisto obleko. Gangsterski predsednik, te pravi. Predsednik, tako je. Ja, zakaj pa evro, če smem vprašati? Zakaj ne tolar, recimo, ali pa zakaj sploh evro okrog vrata? Ja, zaradi tega, ker tu je, tu imamo take reči, s takimi rečmi plačavamo. Zdaj, če bi bila kriptovaluta, zdaj tisto bi verjetno bil kripto, samo kako se to napiše? Bitcoin. Kripto, ne vem, Bitcoin, je. Ne, smo imeli tolarje prej, zdaj smo imeli evrote in pole zdaj, če imajo dolarje okoli moži, pole se mi zdi, da je edino domoljubno, da imamo pole mi evrote. Mislim, če smo zdaj v Evropi, pole... V svojih besedilih repeš tako, da se dotakneš domačih ljudi, tukaj goriške, repeš po domače v narečjih, v narečnih besedah. Odkje navdih za te besedila? Če te ne zastopi sosed, kaj boš pole? Mislim, če te zastopi en mož iz Londona, kaj ti to pomaga? Če ti repeš, da je treba delati v otroke, če ne bojo prazne vasi in take reči. Bo mogla Radmila malo stopiti, ne, v tem primeru. Radmila je rekla, da je naredila svoje, je nadomestila mene in za njo je zdaj to zadosti, tako da bomo videli tole, če bo še kaj. Ampak mislim, da je Radmila naredila temu konc, tako da ste spodbujeni, zaradi tega, ker se zaletavajo ljudje po cestah, ko so muloti z motorini in take reči in pole niso pustili nič za sabo, je treba ne prevzeti odgovornost, treba en drugega. Narediti tisti dodatek, ki manjka. Ja. Tako da, ja. In odkje ti je ta navdih za ta tvoja besedila? Ja, pesem Egon, delamo v otroke, ko sva rekla Radmila, ki jo tudi opevaš kar pohno.
Odkje navdih? Opreš oči, pogledaš okoli in vidiš puhne enih reči, ko so narobe. Mislim, to je opreš Zeitung, imaš tematike, še in še. Demografija je, narediš komad. Pride pole Twitter, opreš, pade komad ven. Na glasbeni sceni si že 15 let in si že kar veliko opeval to Radmilo svojo. Je Smalltalk še vedno samski, je Radmila še zmeraj prisotna, še vedno pomaga, še vedno jasno, drži že na od vsega kratki. začetka, da je Radmila boh in batina. Tako da absolutno je Radmila od vsega začetka bila in tudi zdaj bo. To je ona, ko nesprejemljiva, ko se reče dogma, ko se kliče une reči. To je tako. Za vse ostale stvari se spremenijo, ampak to še zmeraj ostane tako. Radmila je šefica, tako da vse ostale reči, ja, lahko so okoli. Se vpleta tudi kaj v komade, ki jih ustvarjaš? Ali pa kakšen komad mogoče bi ustvarila vidva, če bi skupaj, bi bolj ljubezenski? Smo naredili komad, se kliče Bohi pikoti. To je na plošči, ko se kliče Kriza srednjih let, tako, in tam ona lepo sem zapisal, kako je razložila ona dobesedno, kaj si ona misli od moških, ko pri 40 pogruntajo, da imajo čustva in emocije. Se pravi, sta skupaj ustvarila komad, ona je želela tu, ti si želel tu, sta se prilagodila in sta naredila, kar je želela ona, ali kako je bilo? Ja, malo smo razmislili in smo pole zapisali tako, kot je rekla ona. No. Ja. To je že tradicija v naši familiji, to je že moja nona je rekla nonotu. Ker je rekel, tu sem rekel, jaz sem tako bom, pika. Rekla, ja, sej bom. Ma veš, kaj sem razmišljala, če bi, kaj pa če bi tako? Ja, bem prav, okej, vredi smo. Je malo več tega. Zmeraj bo tako, kot nona hod. Zapravi, ima tudi Smalltalk pri vsemu temu, sploh Radmila in glasbena scena, malo se moraš sprostiti, ne? Kje dela Smalltalk v prostem času? V prostem času, kadar imamo dopust, gremo na dopust v Červar, v prikolicu od sodelavke od Radmile, zato ker ima tam pavšal. Če ne, pa kaj se dela, nohe luft na kavč in pole čakaš, da te ne zaloti Radmila in pole, ko pride domov, ko slišiš, da prije avto, stečeš in se delaš, da nekaj delaš. Hitro vrtalko v roke. Tako, ja, čakaj, saj to ne bo na internetu, ne bo ona videla, to bomo zrezali. Bomo prekrili obraz, da ne bo vedela, kdo je rekel. Tako, evo. No, in zdaj si izdal v bistvu, leta 2021 si izdal zadnjo ploščo, ki sva jo prej omenila, Kriza srednjih let. Zakaj Kriza srednjih let? Se počuti Smalltalk že starega, je tukaj... Leta me, bil moški v krizi srednjih let, rata siv, rata debel in tako, ne. Tako da, ja, to so, ko bi se reklo, fakti življenja, ne, tako da ni bilo zdaj planirano, ma je ratalo tako. Tudi glasba na tej plošči, ko sem poslušal malo Moja ljuba in Oprostitvena, ki se pravičiš Radmili in tako naprej, so malo bolj take umirjene, bolj emocionalne. Bo šel bolj v to smer. Moškim čustva, ne. Saj pole smo naredili še Ferdota, ko je kakor žur komad in tako reči, tako da niso zdaj vse tako, ne bo zdaj to. Še posebej zaradi tega, ker so mi dali veto moji muzičisti in vsak tekst, ko ga prinesem, ko je jamrarija, mi ga samo zabrišejo proč, rečejo, to ploščo smo že posneli, ne bomo delali Kriza srednjih let 2, tako da beži. Bo še kakšna plošča mogoče, lahko še kaj pričakavamo? Ja, sem tel narediti ploščo, ko se kliče Kolaborantje, kjer bi z raznimi unimi drugimi muzičisti imel kakšne duete gor in to, kakšni so teli kolaborirati, kakšni niso teli, so rekli, da to je grdo, in da pole končaš na stadionu in delaš Heil Hitler, tako da sem rekel, okej, v redu, ne stojite zdaj pretiravati, tole v redu, ne boste posneli komada s Smalltalkom zastopim. Ja, in zdaj si imel tudi v živo v amfiteatru koncert pred kratkim v Novi Gorici. Kako je bil koncert? Je šel lepo, je bila množica? Koncert je bil kot prta velikih. Smo odigrali večino repertoarjev, z izjemo 2 komadov, ko je dal Klemen Kotar, ko je avtor skladbe, je dal veto, da tisto ne bomo špilali, da je preveč zakomplicirano in to, tako da tistega nismo, ostalo smo vse odšpilali in je bilo prav fajn, mislim, tako da je bilo za uro 45 materijala, tako da... Ko so se mi dva pogovarjala, si rekel, da je bil eden redkih dogodkov, kamor lahko dejansko oni plačajo za vstopnico in si jo dajo tudi na zid. Je tako?
Tako da, koliko jih je dejansko plačalo, koliko jih je bilo tam? Ja, ne vem, tam okrog 200 mi se zdi, da je bilo. Aha. Tako da ne par ljudi je bilo. Zraven vsega, kar ti predstavljaš svojih besedil, te pa spremlja tudi bend, je tako? Ko si že prej omenil. Je tako. In bend so prav sami zvezdniki. Na klaviaturah je Tomaž Pačnik, on je ustvari flamenko plesalc in klaviaturist, ko je špilal dolga leta z Vladotom Kreslinom in takimi pozna osebno ljudi z Deep Purple in take reči, tako da je prav je heavy rocker, da ne omenjamo nekaj, da je bil pri pop dizajnih in take reči tudi heavy scena. In pole je Eno Skuhler, ko je bobnar, ko je bil nazadnje pri Batista Cadillac, pa ima neke svoje bende in tako naprej, heavy profesionalc in take reči. Pole je Klemen Koter, ko uči saksofon na konzervatoriju in je Enos in Klemen sta avtorja večine komadov tuj. In Peter Jan, ko je šef, ko bi se reklo, stanovanjskega sklada goriškega, tako da tukaj pa sploh ni treba nič razlagati, koliko je slaven. No, se pravi, imaš ta pravo skupino, da podpira tvoje besedila. Skupina je prav kot velika, je. Dobro. In tako že 15 let uspešno na glasbeni sceni ustvarjaš, imaš že kar nekaj izkušenj. Kaj bi mogoče ti, glede na svoje izkušnje, svetoval mladim, ki si jim tudi vzor? Kako grejo lahko oni v glasbeno sceno? Kako lahko postanejo reperji ali pa glasbeniki? Kakšen tvoj nasvet? Kakšen moj nasvet? Fajn bi bilo, da vas ljudje slišijo. To je ta prva reč. Tako da zdaj stvari se spreminjajo. Zdaj, kadar smo bili mimičkani, je bil YouTube the shit, ko bi se temu reklo. In tam gor so bile reči in pole na Facebooku in take reči, tako da to je bilo zdaj nazaj. Zdaj, če bi zdaj začel, da bi bilo po moje težje, bi bilo, ne vem, prek TikTokov in takih reči. Ne vem, to je ena reč. Druga reč je, eni ljudje že kaj vejo pred vami. Tako da absolutno zastopam, da si pri 17-ih najbolj pameten na svetu, tako kot sem bil jaz, je. Tam je šlo samo še navzdol. Vselih, dajte vprašati koga, dajte se povezati s kom iz lokalne skupnosti, ko je že kaj tega in vas lahko preusmeri, recimo, ne vem, če pozna nekoga, da se potem na ta način začne. Počasi in zmerno. Respektirati tune, ko so prišli pred vami, ne nujno mene, so ljudje, ko vejo, recimo Bor Zuljan zna kitaro, star mož, zdaj še zmeraj zna kitaro, tako da, če češ lahko vprašaš Bora Zuljana. Ali pa Smoltoka. Ja, ne za kitaro. Ja. Ne za kitaro, za repat. Ali pa ne za repat. Mogoče, da bešte vprašati kaj drugega. Za življenjske nasvete. Za življenjske nasvete v redu. Drhači Čaleta Saleta, kako priti do srca 12-letnice je. Evo, kdo pa tebe prepriča? Ti si mnogim vzor, kdo pa tebe prepriča? Kjere reperje si ti mogoče poslušal ko mlad, da so te spravili v to? V resnici nisem poslušal reperjev, kadar sem bil mičken, smo bili bolj Beatlesi, Queeni in take reči, tako da to je samo zaradi tega, ker je moj glas tak, ko slišite, pole ne bom pojel z tem glasom, pole kaj, češ drugega, ko repaten, pole, če si hangsta reper, si deficitarni poklic in pole je... Niti posluha ne rabiš, ne? Ne rabiš niti posluha, je. Samo hiter jezik. Ali pa še to ne. Smo se nasmejali. Zdaj, ko sva si vse povedala, bova šla pa na nekaj drugega. Jaz sem nekaj pripravil tukaj, eno besedilce, eno kratko kitico, en horiški rep in bi provela mi dva, da ti nadaljuješ, potem pomeni ta rep. Če bo šlo. Bova imela pa temo od Evropske prestolnice kulture. No, daj. Dobro. Nova Gorica, tle zraste nov dan, kulturni utrip, ritmi so plan, Radmila z menoj na oder stop, na Evropa vidi, Goriška je top. Nova Gorica 2025. Ko je povedal mož, so prišli ljudje in so gledali predstave in take reči, za en cajt nam je bilo prav fino, ko smo bili vsi vkopeni, je bilo tako vzdušje, Zdaj samo je treba paziti, da se to vzdušje nadaljuje, da ne bomo naslednje leto gledali, kje je zdaj kdo, kam so šli vsi, Smoltok, hvala, ker si prišel, nam povedal nekaj več o sebi, o svojem delu, o Radmili. In ti želim tebi uspešno, dobro še naprej in tudi Radmili, ne. In pozdravijo. In čestitke. Hvala. Živijo.